Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj Špela Leskovar, ki je zgolj pri 21 letih premagala kostnega raka. Lepo pozdravljeni, Špela. Živijo, zdravo. Torej, povejte mi, gre za eno diagnozo, ki vam je življenje obrnila na glavo. Kdaj ste izvedeli za njo in kako? Za to diagnozo sem izvedela pri 20 letih. Začelo se je marca, ko sem jaz opazila na roki tako bulico, šla k zdravniku, šla na magnetno, šla na biopsijo in potem se je vse skupaj začelo. Torej, opravili so številne preiskave. Kaj ste vi sprva mislili? Torej, ste takoj odšli do zdravnika ali ste mogoče oklevali? Ne. Jaz sem dejansko kar dolgo oklevala. Če ne bi bilo mami, mogoče sploh ne bi pravi čas ugotovila. Dejansko ta bulica, ki se je pojavila na roki, ni bila ne boleča, ne moteča. Zato sem rekla, mogoče to od treningov, mogoče to od službe, da se mi je odnelo kako tkivo. Potem pa sem dejansko šla na pregled. Prvo sem šla na slikanje, ni bilo nič, potem sem šla na magnetno in tako naprej. Ampak še vedno sem bila optimist in rekla, to nič ne more biti, vse bo okej. Torej, niti zdravnik sprva ni posumil, zakaj pravzaprav gre? Ko je šlo za slikanje, ne. Ko pa sem šla na magnetno, pa sem bila napotena v Slovenj Gradec v bolnišnico, je zdravnik pogledal takoj CD, ko sem ga dobila na magnetni in rekel, punca, zdaj pa gre za res, takoj moraš v Ljubljano. In meni je bilo še vedno nič jasno. Niso mi hoteli povedati, kaj je z mano, dokler niso bili 100%. No in potem, ko ste torej z zagotovostjo izvedeli, za kakšno bolezen gre, kakšne misli so bile takrat v vas? Na kaj ste pomislili? Jaz dejansko, ko sem izvedela, za kaj se gre, dobila sem blackout, temo na oči, nisem več vedela, ali bom sploh lahko šla čez to, ali sem dosti močna za to. Dejansko, ko je meni rekla zdravnica, jaz sem sam jokala. Pred mene je postavila list, rekla, mogla boš čez kemoterapije. Jaz nisem več vedela sploh, kaj se dogaja okoli mene. Je prišla še mami, ker jaz sem bila na otroškem oddelku. Je še prišla mami noter in sem sam rekla, jaz se spomnim, ko sem rekla zdravnici, da sem stara, da lahko to odklonim. Torej ste sprva celo pomislili na to, da ne bi šli na kemoterapije? Ja, prvo sem mislila, da pa čez to ne bom šla in to zgolj zaradi tega, ker se o tem premalo govori in zgolj zaradi tega, ker je point tega, ja, odpadli ti bojo lasi in lahko umreš. To je vse, kar je rak pomeni, rak predstavlja. Ampak pol sem dobila 14 dni, pač punca moraš premisliti, kaj boš, zaradi tega, ker lahko, da te več ne bo, če ne bo šla čez to. In imela sem zelo prijazno zdravnico, bila je v kontaktu z mano skozi, devala me spodbudne besede, rekla pa mi je, Špela, nič ne brati. Ker bolj boš brala, slabš bo, bolj ti bo udarilo na psiho in pol sem se nekaj odločila, da pa moram čez to, da bolj da potrpim 1 leto, ko pa da trpim potem celo življenje. Kakšne so bile pa pravzaprav napovedi, kolikor se ne bi odločili torej za kemoterapije? Ja, dejansko zdravniki še sami niso vedeli, kaj se lahko zgodi, če se ne odločim, ampak rekla je zdravnica sam, da je možnost, da me v 3 letih več ne bo. Oziroma, da se bo rak toliko razširil na organe in ko se enkrat rak razširi na organe, je potem sam konec. Torej, vi ste imeli to srečo v nesreči, če lahko rečem, da se rak ni razširil. Res je, da sem pravi čas ugotovila, pravi čas šla na pregled in da so zdravniki po hitrem postopku me dali na nadaljne preiskave. In to je bila velika sreča, da se ni razširil na pljuča in na ostale organe, da je res ostal samo na kosteh oziroma na roki. V kakšnem stadiju pa je bil ta rak? Dejansko mi niso mogli povedati, v katerem stadiju je. So pa rekli, da lahko rečejo na oko v 3. Zdaj takšna novica ni pretresla samo vas, navadno pretrese vso družino. Kako se je družina srečala s tem? Torej, mami ste prva sporočili, na vrsti so bili še vsi drugi, ki so vam blizu. Ja, moja mami se je delala dosti močno na začetku. Je pa ta novica prizadela vse moje bližnje, vse moje prijatelje. Dejansko, edino, kar jih je prizadelo to, da kako si lahko ti zbolela s tem, če pa si športno aktivna, je zdravo,
probaš živeti nek na zdrav način, si bila skozi nasmejana, skozi hiperaktivna, res tako pač, jaz sem bila skozi vesela. In res jih je pač to prizadelo in po eni strani tudi prizemljilo, no. Da dejansko je pomembno gibanje, je pomembna zdrava prehrana, je pomembno vse, ampak še vedno lahko zboliš, no. Bolezen ne odloča oziroma Ne izbira. ne izbira, ja. Torej, govorile sva že o tem, da ste bili športno aktivni. Kakšno je bilo torej življenje do tega trenutka? Je bil šport torej v vašem vsakdanu? Ja, jaz sem bila, pred tem sem zelo športno aktivna, obiskovala sem fitness, imela osebnega trenerja, veliko sem tudi delala, zelo rada imam svoj poklic oziroma gostinstvo, zelo rada upravljam ta poklic. Moje življenje je bilo zelo polno, od treningov do dela, do zabave, do druženja s prijatelji, pač skozi se mi je nekaj dogajalo, no. Nekako tako, ko se za takšna 20 leta torej spodobi. Res je, ja. Skozi sem, ali sem delala, ali sem žurala, ali sem trenirala, skozi se mi je nekaj dogajalo, no. Pa ste si kdaj postavili tisto vprašanje, zakaj ravno jaz? Ja, velikokrat, ko sem izvedela vmes, na koncu, zakaj glih jaz, ampak jaz sem vedno imela v glavi, Špela, vse se zgodi z nekim razlogom, čeprav ga trenutno ne vidiš, ga boš enkrat ugotovila. O tem bova v nadaljevanju zagotovo še govorile, se vam je ta bolezen obrnila pogled na življenje, kaj ne? Res je, ja, čisto gledam iz drugačnega kota življenje in tu začela sem bolj ceniti sebe. Pa če se sedaj dotakneva samega zdravljenja, kako se je vse skupaj začelo, torej dejali ste leto dni? Ja, vse skupaj se je začelo s tem, da so oni meni naredili biopsijo kosti, potem so mi kost tudi odstranili, dali na analizo in potem se je vse to začelo razvijati. Ko sem se pa jaz 100% odločila, da bom šla čez ta proces, pa so mi ostavili port, zato ker med kemoterapijami, če vam po resnici povem, jaz nisem imela ene žile, nisem imela ene žile po rokah, imela sem bele roke in zato so mi port ostavili v glavno žilo, da mi je lahko tukaj noter tekla kemoterapija in potem se je začelo, imela sem 6 ciklusov, en ciklus je vseboval 3 kemoterapije. Kemoterapijo sem začela z najbolj močno, zaradi tega, da je dejansko takoj vse uničilo, no. Recimo, ta kemoterapija ti uniči celo telo. Jaz sem bila prej športno aktivna, tekla, hodila v fitness, po prvi kemoterapiji, ki je trajala en teden, pa nisem mogla priti po stopnicah do svojega doma. Poleg teh kemoterapij ste prejemali še številna zdravila. Ja, res je, prejemala sem zdravila proti slabosti, včasih sem prejemala zdravila, da sem lahko lulala, ker je v mene teklo 10 litrov vode na dan, zraven, da se je to sproti čislo, da ni toliko zelo vplivalo na druge organe. Potem se je mehur kar naenkrat toliko razširil, da nisem mogla več hoditi na WC. Zraven sebe sem skozi imela ta aparat, z njim sem se tuširala, z njim sem lulala, z njim sem se sprehajala po sobi, konstantno je bil z mano, spala sem s temi cevkami. Na uro sem se zbudila, da sem lahko šla lulat, potem na koncu sem dobivala tudi morfij, ker so se mi naredile razjede po ustih, po grlu, nisem mogla piti, nisem mogla jesti. Morda vsem tistim, ki ne vedo, kako poteka torej kemoterapija, malo opišite. Kemoterapija dejansko, jaz sem prišla na oddelek, noter so mi vstavili port, to je taka mala iglica z cevkami. Jaz sem imela rdečo zdravilo, belo zdravilo in rumeno zdravilo. Na rumeno zdravilo metotraksat se imenuje, sem dobila tudi reakcijo, sem se začela tresti in pikice, da so mi dali adrenalin. Prideš, odvisno, vsaka kemoterapija poteka drugače, vsak ciklusi so drugače. Jaz sem imela tako, da je kemoterapija potekala en dan in sem bila 2 dni doma in sem šla spet nazaj, pa je potekala kemoterapija 3 dni, 4. dan sem šla domov in sem bila doma 14 dni, ker je moglo telo okrevati, ker je bilo toliko preobremenjeno. Je pa tako, da večinoma časa ležiš, večinoma časa si v posli, spiš, včasih ti ne paše svetloba, včasih ne moreš jesti. Jaz z bruhanjem nisem imela toliko problema, imela sem probleme z želodcem, želodec me je zelo pekel,
veliko kemoterapij mi je razdražilo želodec. Dejansko, jaz sem kemoterapije prespala, to je bilo skozi, znam, da si utrujen, nič ne moreš, nimaš želje po ničemer, zaprt si v sebe. Je pa res, da meni so dali pa energijo otroci, ko so bili zraven mene, ko sem enkrat stopila na ta oddelek in sem bila tako Špela, če si kdaj pomislila, da se ti kaj ne ljubi, da ti ne ljubi živeti, pač tega ne bo zdaj več. Zato ker, ko sem jaz stopila na ta oddelek, pogledala levo, desno, sami otroci brez las, ko jim je doživljenje, ko živijo dejansko v tej bolnici, ker pač ne morejo domov, ker imajo toliko zapletov, jaz sem bila Špela sam, da premagaš to in da pač čim prej okrevaš, zato ker ampak sem se vedno igrala z njimi, res smela, tudi če nisem mogla, tudi če sem imela kdaj tak dan, ko nisem mogla odpreti učk, še vedno sem dobila Špela, saj 5 se eno igr so z njimi in da pozabiš na vse in da oni pozabijo na vse, da imajo nekoga tam, ki pač jim da to močno. Pogosto ljudje nekako menijo, da mladi ne zbolevajo toliko za rakom. Vi ste žal na lastni koži občutili, da temu ni tako, kaj ne? Res je. To, da mladi ne zbolevajo z rakom, ni res. Jaz sem bila na otroškem oddelku in oddelek je bil premali za toliko ljudi, za toliko otrok, ki zboli z rakom. Nas so prestavljali na oddelek, iz oddelka na oddelek, ker to, ko je pa zdaj tega, je pa zelo žalostno, da že dojenčki, mali otroci, mi najstniki zbolevamo s tem. In mi je zelo všeč, da smo začeli govoriti o tem, da smo začeli okolico neko obveščati, da dejansko tudi mladi in otroci zbolevamo s tem, da niso samo starejši in starostniki, ki pač to premagujejo, ampak je tudi vedno več otrok. No. Zdi se, da je rakastih obolenj vse več. Ko ste malo govorili s temi starši, pa tudi ostalimi mladimi pacienti, bi se lahko strinjali s tem in kaj so oni menili, čemu je tako? Res je, tega je vedno več. Jaz sem se veliko pogovarjala s starši, zdaj, ker so starši blizu s svojimi otroci zraven. In noben ne zna povedati, zakaj nastane rak, zakaj vsak človek v telesu ima raka dejansko, ampak enemu se razvije, enemu ne. Možnost je tudi velika obremenitev oziroma velik stres med nosečnostjo. Ali je to dedno ali ne, še danes ne vejo. Sicer imel je raka moj ati, imel je raka moj dedi, pa sem jaz vprašala, če je to dedno, niso mi znali odgovoriti. Šla sem na dedne teste, so bili negativni. Lahko da je tudi način življenja, lahko da je tudi, kako naj ti rečem, ta nedomača hrana, špricano sadje, špricana zelenjava. Veliko različnih razlogov, skratka. Pa vseeno menim, da na tem mestu morda kakšen poziv, preventiva na tem mestu je izjemnega pomena. Preventiva je zelo pomembna. Jaz pravim, da če mene mami ne bi spravila zdravniku, ne bi šla nikoli zdravniku. Zato vsem svetujem, da se med ošeranjem ali gledajo, če kjerkoli kako bulico opazijo, ali jim je mogoče slabo, jih mogoče boli glava, trebuh, naj grejo na pregled, naj pokličejo, povejo, nič jih ne stane in pa lahko reši življenje. V začetku ste dejali, nekako ko pomislimo na rak, avtomatsko pomislimo tudi na izgubo las. Je tudi to bilo za vas eno najtežjih obdobij? Ja. Jaz, ko dejansko tudi zaradi tega nisem hodila iti čez to, ker sem imela zelo dolge lase, doriti lase, naravne, blondne. Jaz sem res na lase dala zelo veliko. Negovala sem jih, čuvala sem jih. In še vedno, čeprav mi je zdravnica še vedno rekla, Špela, mogoče pa ne boš zgubila las, še vedno jaz nisem čula tega mogoče, ampak sem čula sam zgubila boš lase. Ne? In ko je prišlo do tega trenutka? Ja, jaz sem po prvih kemoterapijah že zgubila lase in sem se odločila, da bom šla prvič k frizerju, se postrigla na paž, dala pramene in potem sem po 2 dneh, ko sem šla od frizerja, sem jaz potegnila šop las, sušila s fenom, lasi so kar leteli. Prvič mi jih je sušila mami in jokala zraven. Mami sem rekla, mami, zakaj jokaš, ne? In ni mi upala pokazati teh šopov las. Potem sem pa izjutri, ko sem se zbudila, videla in čez 2 dni sem šla v bolnico in sem prosila tam, če me lahko pobrijejo, da doma me nočejo, sama se ne želim. Potem me je ena medicinska sestra pobrila z mašinco
In jaz se spomnim onega večera, jaz sem cel večer prejokala, psihično, histerično jokala, ampak nisem se mogla ustaviti, pa ne vem zakaj, še zdaj ne vem, še vedno sem imela v glavi, vse lasi bojo zrasli, sam ti dej to čez, ampak toliko so mi pomenili, da še vedno sem stara, 20 let stara punca, še vedno sem se bala, kako me bojo ljudje gledali, kako me bojo ljudje sprejeli. Teh pogledov sem se bala in ja, to je bilo najhujšno. Kolikor mi je znano, je sedaj 2 leti, odkar ste prejeli zadnjo kemoterapijo. Kako se jo spominjate, ko ste vedeli, da najverjetneje greste zadnjič in na to, ko ste izvedeli, da je to nekako za vami? Ja, 2 leti od tega. Jaz, ko sem šla na zadnjo kemoterapijo, sem šla dejansko z največjim nasmehom, ker sem vedela, da je zadnja. Še vedno sem imela pa v ozadju, kaj pa če se kaj zaplete, kaj pa če kaj ne bo okej. Zato, ker vedno, če nimaš v redu krvi, če imaš vročino, kemoterapije pač niso dovoljene. Ampak ko sem pa videla, da je port in da kemoterapija teče, sem bila polno, konc je, zadnja je. Res je bilo težko, ker res po tej zadnji kemoterapiji sem bila zelo zabuhla. Jaz sem se zredila za 20 kg med kemoterapijami in to vse zraven še nositi, zraven tega, pa polno vode v telesu. Bilo je dejansko najhujše, ker si sam čakal, da je konc. Sam čakala sem, da je konc in da grem na pregled in mi rečejo, zdaj si zdrava, zdaj pa sam počasi naprej. No. In ko ste te besede končno slišali? Ko sem te besede končno slišala, sem bila, jaz sem sam objela mamico, zahvalila se čisto vsem medicinskim sestram, zdravnikom, jim tudi nesla nekaj za posladkat, ker so tako dobro skrbeli za mene oziroma za vse nas dobro skrbijo. In res taka sem pa pol samo v glavi, Špela, zdaj pa sam greš počasi naprej, konci tega, ne greš več v bolnico ležati, ne boš več en teden tam, da te bo vse bolelo in da bo sam spala. In lepo sem se vdahnila, pa sam počila en teden. Od vsega tega nisem rabila več pakirati za v bolnico, nisem rabila več študirati, ali bom ostala dlje noter, ali bom pravi čas prišla domov, ali bom dobila kemoterapije, ali jih ne bom, ali bom mogoče kako korono vmes dobila, pa jih pol 14 dni ne bom. In to je bilo res najslabše. Bilo mi je pa tudi hudo po eni strani, ker ne bom več videla onih otrok, ki sem se z njimi zelo razumela, ampak sem še zdaj v kontaktu z njimi, še zdaj se prek kamere vidimo, še zdaj hodimo na kave z mamicami in otroki. Zapisali ste, da vam je rak veliko vzel, po drugi strani pa ogromno dal. Ja, rak mi je veliko dal in veliko vzel. Dal mi je, da sem spoznala sama sebe. Vem, kaj si želim. Spoznala sem, kdo so pravi prijatelji, kateri prijatelji pač niso pravi, so šli. Povezala sem se zelo z svojimi bližnjimi, pa spoznala sem celo sebe. No. Bi lahko rekli, da ste danes zaradi te izkušnje veliko boljša oseba? Ja, veliko bolj odločna, veliko bolj direktna, veliko bolj sem taka na free. Si še vzemam kaj k srcu, kaj je zelo pomembno, ampak drugače se pa ne obremenjujem več z brezveznimi stvarmi, bom rekla. No. Imate mogoče danes kakšne posledice od vašega zdravljenja? Ja, mogoče edine posledice je pač moja roka. Drugače pa jaz ne bi rekla, da imam kakšnih posledic. Nisem jih opazila, mogoče razen, da me več boli glava. To pa slišim malo slabše. Videla sem tudi slabše, ampak se mi je to kar dosti popravilo. Drugače pa ne. Dejali ste, da vam je torej ta vaš rak spremenil življenje. Pa če zdaj opišete, kaj je tisto, kaj ste prej počeli in potem, ko ste se srečali s tem, nikoli več niste? Prej sem se vsem ljudem prilagajala. Vedno sem delala to, kar želijo oni, ne to, kar usrečuje mene. Vedno sem govorila ja, zdaj tu znam reči besedo ne. Nisem bila direktna, nisem upala povedati, bilo me je strah povedati, s tem več nimam problema. Pa mogoče koga prizadanem s tem, ampak še vedno probam direktnost izpeljati na lepe besede, na lep način. Torej nekako ste se odločno sedaj sebe postavite na prvo mesto. Res je, ja, točno to. Pa znam, mislim, ne rabim veliko prijateljev, ne rabim, da me imajo vsi radi. S tem sem se sprijaznila, da ne morem biti vsem všeč, tako kot pač oni meni ne. In ko sem to naredila, je zdaj zelo, zelo boljše.
Zdaj nekako ne more mimo tega, nekateri v Sloveniji vas že poznajo. Bili ste kar v 2 resničnostnih šovih, torej Ljubezen po domače, preizkusili ste se tudi v Masterchefu. Kako to? Dejansko jaz sem si dejala, da zdaj sem se na novo rodila in želim poskusiti tega, kar prej ne bi. V Ljubezen po domače sem šla dejansko, ker je pač na nek način sem bila not kot neko presenečenje. Želela sem videti, kako se to vse snema, kako se to poteka. V Masterchefa pa sem šla, ker sem se dejansko želela naučiti kuhati. Mislim, znala sem kuhati, ampak hotela sem se naučiti nekaj novega. Sem pa vesela, da sem tako hitro šla iz tega Masterchefa, ker je bila to za mene kar velika obremenitev, zelo velika obremenitev. Nisem jedla, nisem spala in sem tudi po eni strani sama želela oditi. Sem pa spoznala veliko super oseb noter. Je pa vseeno bom še vedno rekla, to je šov, res šov. Torej ste ljubiteljica kuhinje. So morda to vaše sanje, morda biti kdaj zaposlena v kakšni kuhinji? Dejansko zelo sem ljubiteljica kuhinje. Zelo rada kuham doma, kuham tudi na domu, če me kdo pač pokliče oziroma me kdo kontaktira. Ne vem pa, če so moje sanje delati v kuhinji. Želim si imeti nekaj svojega, zato ker težko funkcioniram pod stresom. To sem spoznala noter v tem šovu, da zelo težko funkcioniram pod stresom. Mene stres, dejansko sem pozabila vse, kar sem prej vedela in delam v šanku, delam v restavraciji in že s tem, ko delam v restavraciji, sem veliko v kuhinji, gledam, kako oni to pripravljajo, kako oni to delajo. Pa mi reče šef, pa dobro, bi ti pomagala v kuhinji, pa se pa ustavi, pa rečem, ne, še vedno imam rajš šank, še vedno imam rajš vina, še vedno imam rajš koktejle, kavice in predstavim, kaj je na krožniku, veliko rajš, ko pa to pripravljam, druge kot pa doma, za kere manjše skupine, kaj tazga pa jano. Nekaj svojega govoriva torej o lokalu ali morda celo o kakšni restavraciji v prihodnosti? Bi rekla bolj v bistroju, z slaščičarno, ker je moja sestra slaščičarka. Mogoče kaj v povezavi kot družinski bistro, no. Tega si želim že kar nekaj časa, čeprav mi je v tem šovu to malo minilo, ker je bilo preveč vsega, res preveč vsega, ampak sem bolj spet začela verjeti v to, da mi to lahko enkrat uspe. Če se vrneva samo še nekaj korakov nazaj, torej k vaši bolezni, kakšno je vaše življenje danes? So še torej kontrole, pregledi, kako je s tem danes? Ja, kontrol imam zelo veliko. Karkoli se mi zgodi, me boli, grem na čisto vse preglede, da se slučajno ne ponovi oziroma da ni slučajno kaj novega. Hodim na preglede zaradi otrok. Zaenkrat otrok še ne morem imeti, ampak sem dala zamrzniti jajčice pred tem, tako da ko se bom odločila, naj bi bilo brez problema. Torej, tudi to je ena taka stvar, o kateri ljudje ne vedo veliko, mogoče še o tem kakšno stavek. Ja, kemoterapije ponavadi povzročijo čisti polom telesa in se hormoni dejansko porušijo. Jaz nisem imela teh menstruacij in tega sploh 1 leto. Takoj po prvi kemoterapiji se je zaključilo in nisem imela tega, ker so hormoni podivjali oziroma jih ni bilo, če lahko tako po domače povem. Zato sem jaz pred kemoterapijo dala zamrzniti jajčice, sem se pikala z hormonskimi injekcijami, da sem čim več dobila plodnih. In mi je rekla zdravnica, jaz ti ne morem zagotoviti, da boš lahko imela otroke, lahko pa ti priskrbim, da jih boš lahko imela. S tem, da pač daš ti zamrzniti jajčice. Sicer tega ne morejo vsi narediti, ne. Tisti, ki še niso imeli nobenega partnerja prej, je to skoraj nemogoče. Mlajši, recimo 13-letna punčka, tega ne more narediti, ne. Sicer je tehnologija oziroma te zdravila toliko šle naprej, da po temu se da to popraviti. Sicer ne v 1 letu, ne v 2 letih, traja. Recimo, jaz sem šla zdaj glih na pregled prejšnji mesec in mi je rekla, Špela, nekaj se dogaja, noter v jajčnikih, ampak še vedno pač mirujejo. Ne morem ti zagotoviti zdaj, da boš lahko imela otroka v 14 dneh. Želja pa je. Ja, želja je, ampak sem rekla, imam še čas, stara sem 23 let, imam resnega partnerja, ampak še se ne mudi toliko, ker grem zdaj tudi v šolo naprej, grem delati šolo
In Torej danes z veliko cilji za naprej. ja, zelo veliko, imam zelo veliko ciljev. Odločila sem se za šolo, ki me prej sploh ni zanimala. To je. Ekonomsko grem naprej, grem ekonomsko, prekvalifikacijo izredno, da bo mogoče zaradi roke je tveganost v gostinstvu zelo velika. Zato sem se odločila, da grem v šolo, da bom mogoče kje v pisarni, kje na terenu, s pisarniškimi deli. Pač nekaj takega. No. Čeprav me gostinstvo bo še vedno prvo, ampak mogoče ob tej službi. No. Danes veste, da se je bilo vredno boriti, kaj ne? Res je. Vredno je bilo čez vse. Mogoče sem zdaj najdela ta razlog, zakaj se mi je to zgodilo. Zato, ker mogoče pa me je življenje pač izbralo, da sem dosti močna, da lahko to premagam in da sem verjela, da bo pač šlo to. Tu, če so vsi, če mogoče kdo pač po dvomu, da pa Špela, glej, kako izgledaš, ne boš mogla več. Sem še vedno imela vse, bom. Vem, da bom in vem, da bom prišla do konca in bom zmagala. No. In ob koncu tudi sporočilo našim gledalcem, ki se morda srečujejo s podobnimi diagnozami, naj zmorejo in uspelo jim bo. Res je, naj zmorejo, uspelo jim bo in da se ne smejo zapreti v sebe, naj se pogovarjajo, da se naj ne sekirajo za poglede drugih, za besede drugih, ker dejansko jim ne bo to nič koristilo. Koristilo jim bo samo to, da se pogledajo v ogledalo, so še slučajno nimajo las in rečejo, lepa sem, točno taka, kako sem in premagala bom to, na koncu bom zmagovalka in imela veliko več od tistih, ki s čudnimi pogledi in s čudnimi besedami. Špela, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, bili moja gostja. Želim vam predvsem veliko zdravja in pa tudi, da vas materinstvo kmalu doleti. Najlepša hvala in hvala za povabilo. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.